Neki Majte saj malenkost tega IT znanja. Končno brezplačen prevoz. Bistvo tega podaljšanega vikenda je sproščanje in relaksacija. Ta sonce naj je čist nategnil. Zdaj pa dež pada. Hejho, sva Ponč in Sonč oziroma Alex in Cindy in dobrodošli nazaj v še eni ediciji Ponč Sonč Simple Vloga. Saj veste, to je tisto nekaj malo bolj sproščenega, nekaj malo bolj enostavnega, nekaj iz najinega vsakdana. Ugotovila sva, da je skrajen cajt, da porabite tele naše turistične vavčerje, zato sva se odpravila v Bohinjsko Bistrico in sva rezervirala en podaljšan vikend v Eko hotelu v Bohinju. Bistvo tega podaljšanega vikenda je sproščanje in relaksacija. Ampak saj veste, ne moramo pa mimo tega, da si ne bi še kaj malega pogledala. Tako da sva se zdaj kljub kisemu vremenu odpravila do Bohinjskega jezera. Glede na to, da je to simple vlog, pa predvsem glede na to, ker je že Cindy omenila, da se bova sproščala, bova posnela približno to, kakor se nam bo dal. Dej, rajši jim povej, da v bistvu je cel vikend napovedan tudi dež in slabo vreme. In tudi, če bi hotela nekaj ful, ne moramo okoli hoditi. Dobro, to je pa tudi res. Kjerkoli izgovor vam je boljš. Lačen! Sej veste, Gorenc pa si mora kar sendviče s sabo narediti za na pot. Najbolj, da to reče notranc. Na. Hvala. Kaj, Gago, a slačen? Se ti bom dal, samo počak. Ja, kam gre zdaj? Ne razumejo me. Točen ve. Nekaj prav nama No, prišla. Gago. Ja, točen ve, lejga. Se sem rekel, da už dobu. No, 5 minut kasneje jih je komad tle. Hej, Gago. Gago. Zdaj snemaš, zdaj te ne šmer gledal. Ja, Gago. Evo, 5 minut kasneje jih je komad tle in tale, ta je čist pogumna. Lej, ta šla zdaj čist za sem, do mene. In so tudi, kar tako en tak poseben zvok so imeli, kar neki in po jih je bilo kar naenkrat milijon tle. Kaj izgužvo? Po 1 uri čakanja, pač nora gužva, sva končno prišla v sobo. Imava tako lepo sobico. A vam jo pokaževa? Lega, glej, imamo kopalnico. Tako veliko kopalnico, po mojem nama ne nič hudega. Pogledal. Posla. Pa balkon z razgledom. Razgled je v božjo mater, kaj eno parkirišče, ejga. Drug stuk s balkona. Ама сега разглед соба. Разглед ти в Божия матер, ебем ти. От тук сте те на шапки, ще ga zlizal. Lekaj mava. Ja, vidim, ja. Drugače, sam neki, a ne. Naj bi Pringles lahko sponzoriral, glede na to, koliko je ta Cindy nora na svoj čips. Pringlesi so live, pa čips je live. Sam krumpir mi dej, a ne? To je pa tvoj motor. Ker pa Ponč in Sonč vedno rada deliva neke te potovalne nasvete, bi vam dal en zelo dober nasvet. In sicer, majte saj malenkost tega IT znanja, se pravi znanja o računalnikih in scenah, ker, a lahko prosim, a prišeljete mu oziroma cenimo tale setup, dajte tole pogledati. Ker je pač relax vikend, valjda zraven spada tudi to, da kakšen film pogledaš in zato sem s sabo vzela tudi računalnik, ker pač Netflix. Ampak računalnik je tak ekran, a ne? Zakaj ne bomo tak ekran? Sam tukaj se pojavlja en problem, a ne? Problem je namreč v tem, da sva lena in mora biti ne samo pač tako, da lahko od tamle, ko ležim, vse upravljam, ampak se mora tudi dobro slišati, ker tale TV, ne vem, če ste videli, to je tako, no, malo iz
PAM TV-ka. No in tukaj vam prav pride tisto IT znanje, ki sem prej govoril, ker sem sam na hitro povedal, kaj sem naredil. Se pravi, najprej zvok pa sliko iz računalnika prek HDMI kabla prestaviš na ta velik TV. Ampak zvok na temu PAM TV staremu, ne vem koliko, TV-ju je pač slab. Tako da zvok prestaviš nazaj iz TV-ja na računalnik. Računalnik povežeš z Bluetoothem, pač prek Bluetootha zvočnikom, da imaš pač bližje in je boljši zvok. Poleg tega miško povežeš z računalnikom, tako da lahko vse iz udobja svoje posle tam upravljaš. In tako imaš super setup za gledanje filmov v hotelu. Zdaj ga pa gledati Money Heist, ki mimogrede najboljša ideja, ki ste jo v lifeu videli. Ponavadi greš ti na večerjo, danes pa večerjo peljem na večerjo. Kaj mislim s tem? Pa žakelj krompirja peljem na večerjo. Žakelj krompirja sem, ajde gremo na večerjo. No, se ti pa nis nič bolj, le koliko ima krompirja. Če krompir je najbolj. Hashtag sam krompir mi daj. Dobro jutro. Dobro jutro. Vidva letiva na zajtrk, k nama bojo vse pojedli, zato ko Ponč tako dolgo spi. Čo za vas matra? Bogi, veš. Revež je toliko zmatran, da je še v bazenu spal, pa je izkoriščal poceni delovno silo, da ga okoli voz. Ponč ima brezplačen prevoz. Tako bi se podalja. You can use this flotation device. Floating. But they say me floating. They gonna be hating. Flotation device for the seeds. So this. It's a floating device. So že tam. Oziroma, če smo bolj natančni, so že kar nekaj cajta tam. To lahko vidite po temu, koliko čajev so že spila. Vse čaje so probala. Vse čaje so probala. Zdaj sva bila že v 5 savnah. 4krat sva šla v Finsko, pa sta 2 različni, pa enkrat infrardečo. Turška pa nažalost zaradi covida ne dela. Kar nekaj. Ampak sva pa toliko sproščena, pa zdaj naju pa nič ne psikirati. Dobro jutro, Pončki pa Sončki. Midva se še včeraj začeli planirala, ko so v danes fajn razvajala, pa tam savnala, pa plavala, pa naj je pa sonce zafrknilo, ker se je pokazal. In valjda, če se sonce pokaže, ne moreš biti noter, a ne? In sva rekla, ja nič, pa je v danes cel krog okoli Bohinjskega jezera. Zdaj naj je pa sonce čist nategnil in joče na ves, da si je. Kakšen je to pohod z Marilo, a ne? Kao, bova šla ven, bova ful produktivna, bova nekaj zase naredila, bova šla na sonce. Mar bi se savnala, Če smo tukaj, pa že treba kakšno dejstvo v Bohinjskem jezeru povedati, tudi če nas pere, a ne? Ja, točno tako. A ste vedeli, da je Bohinjsko jezero največje stalno naravno jezero v Sloveniji? Vode je pa toliko, da bi jo v bistvu lahko razporedil čist čez celo Slovenijo. Čez celo površino Slovenije. Tako.
Voda se v celoti v jezeru obnovi kar 3-krat na leto, zato pa je to kristalno čista, tako kot vidite. Vzamem lepo nazaj Marilo, pa greva nazaj proti soncu. Lej, na Bledu je sonce. Kva nisem šla okoli Blejskega jezera. Joj. Evo, sem glih naredila dobrih 12 km, drugače imate res okoli Bohinjskega jezera, skozi ob jezeru, tako fletno, kamnito, peščeno pot, tako splača se, no, lepo po ravnem, mečkam gor dol, nič zahtevanga. Na tej točki pa se tudi midva poslavljava in zaključujeva ta vlog. Hvala, ker ste naju spremljali in ne se pozabite naročiti ta kanal, da naju spremljate tudi na vseh naslednjih dogodivščinah. Do takrat pa se vidimo. Čau, čau. Čau, čau.